Lepo pozdravljeni, sem Igor Petrovič, predavatelj na letalski šoli Fakultete za strojništvo in rad bi vam predstavil smer letalstvo na visokošolskem strokovnem študiju Fakultete za strojništvo. V okviru smeri letalstva izvajamo usmeritev prometni pilot letala ali helikopterja ter usmeritev snovanja in vzdrževanja letal. Za izbiro letalstva se je najprej potrebno vpisati na Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani. Pri tem je potrebno izbrati projektno-aplikativni program oziroma program visokošolskega strokovnega študija. Na tem programu so različne smeri, ena od teh je tudi smer letalstva, katero pa izberete šele kasneje. Še kasneje se smer letalstva razdeli v dve usmeritvi. Usmeritev prometni pilot letala ali helikopterja ter usmeritev snovanje in vzdrževanje letal. V prvih 3 semestrih, torej v prvem letu in pol, študentje poslušate splošne strojniške predmete. V 4. semestru, torej drugi polovici drugega letnika, pa se prične letalska šola in takrat se pričnejo tudi strokovni letalski predmeti. Poleg vseh študijskih obveznosti morate študentje opraviti tudi obvezno praktično usposabljanje. To lahko uporabljate tako kot vsi študentje Fakultete za strojništvo kot praktično usposabljanje v podjetju, piloti pa lahko to uporabljate kot nalet v letalski šoli. Razdelitev na usmeritve je podrobneje prikazana tu na shemi, kjer je z rdečo označena naša letalska šola. Letalska šola je odobrena organizacija za usposabljanje pilotov, ki ima posebna pravila. Ta del se izvaja na usmeritvi prometni pilot letala in prometni pilot helikopterja. Druga usmeritev je usmeritev snovanja in vzdrževanja letal. Ne glede na usmeritev in ne glede na izpolnjevanje posebnih pogojev letalske šole, pa ob uspešnem zaključku študija postanete diplomirani inženir oziroma inženirke strojništva. Letalska smer je torej za vse, ki vas zanima letalstvo in ne samo za tiste, ki želite postati piloti. Če pa pogledamo, kaj pomeni sploh odobrena organizacija za usposabljanje, to pomeni, da delujemo v skladu z uredbami Evropske unije ter predpisi Evropske agencije za letalsko varnost. Tiste šole, ki vse to izpolnjujejo, in Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, ki izvaja tudi nadzor nad organizacijami za usposabljanje, lahko podeli certifikat odobrene organizacije za usposabljanje. Pri nas imamo pridobljen certifikat za modularno usposabljanje, kar pomeni, da je pred pričetkom izobraževanja potrebno izpolniti določen pogoj. Ta pogoj je licenca športnega pilota letala ali helikopterja. Če si podrobneje pogledamo usmeritev prometni pilot letala ali helikopterja, ugotovimo, da Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani nudi teoretično usposabljanje, ki po količini in vsebini ustreza modularnemu načinu usposabljanja za licenco prometnega pilota letala ali helikopterja. Pri tem naj poudarim, da praktično usposabljanje poteka v drugih letalskih šolah in ga mi ne izvajamo. Zato, da postanete pilot za letenje nasploh, je kombinacija tehnike, znanja in spretnosti in zahteva stalno obnavljanje in izpopolnjevanje praktičnega in teoretičnega znanja. Teoretično znanje boste pridobili v času usposabljanja v naši šoli, praktično pa v šolah, ki izvajajo nalete. Za kompetentnega pilota pa morate tudi vi poskrbeti za vašo zdravstveno sposobnost in finančno zmožnost. Glede zdravstvene sposobnosti je tako, da za športnega pilota se zahteva zdravniško spričevalo vsaj 2. razreda, za pridobitev licence poklicnega oziroma prometnega pilota pa zdravniško spričevalo 1. razreda. Zdravnik vam sicer lahko izda zdravniško spričevalo z dovoljenimi omejitvami, kot na primer nošenje očal, pri čemer očala kot taka niso težava. Težave so na primer epilepsija, ekstremna slabovidnost in kolikor dvomite v svoje zdravstvene sposobnosti, se pogovorite z letalskim zdravnikom oziroma opravite zdravniški pregled ustreznega razreda pred pričetkom usposabljanja. Glede finančnih zmožnosti vam lahko pomaga na primer aktivno delo v aeroklubu,
kjer lahko s sodelovanjem si potem znižate stroške šolanja. Poleg tega pa vam lahko pomaga tudi štipendijski program Slovenske vojske, vkolikor uspešno opravite selekcijo za pilota v Slovenski vojski. Več o tem bo predstavljeno v drugi predstavitvi. Število ur, ki je potrebno za teoretično in praktično usposabljanje, pa je prikazano v tej tabeli, kjer je PPL, torej licenca športnega pilota letala, prikazana kot licenca, za katero potrebujete 100 ur teoretičnega usposabljanja in vsaj 45 ur praktičnega usposabljanja. Realno se v letalskih šolah, kjer izvajajo PPL licence, ponavadi letijo študentje nekje 60 ur, to pa lahko pravite v aeroklubih, kot na primer Lesce, Maribor, Celje in druge. Cena PPL licence je okvirno 8.000 evrov. To je seveda tudi pogoj za naše modularno usposabljanje, po katerem vam priznamo poslušanje teorije za ATPL licenco, torej za to licenco, ki je za prometnega pilota letala. Do tja je potrebno opraviti še licenco poklicnega pilota letala in različne ratinge, kot na primer za instrumentalno letenje, za multi-engine in tako naprej. ATPL licenca kot vaš končni cilj za prometnega pilota letala dobite takrat, ko izpolnite različne pogoje. Pogoj o teoretičnem usposabljanju dobite izpolnjen pri nas, pri čemer še vedno morate po končanem usposabljanju opraviti izpite na Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije. Poleg tega pa potrebujete še 1500 ur praktičnega usposabljanja, kar pa pridobite tekom celotnega naleta preko PPL, CPL in drugih letenj, se pravi ne samo licenc, tudi preko letenj in na koncu že v službi, kot na primer letite kot kopiloti in s tem pridobite izkušnje, lahko opravite vaš ATPL licenco. Cene ATPL licenc se gibljejo, vkolikor bi začeli približno od začetka, od 50.000 do 150.000 evrov, odvisno od tega, kolikor se sami angažirate ter kakšne pogoje vam ponuja vaš delodajalec. Ravno s tem, ko sodelujete pri aeroklubih oziroma sploh, če ste član štipendist Slovenske vojske ali kako drugače, pa si lahko te stroške bistveno znižate. Na koncu naj še poudarim za to usmeritev pogoje, ki so potrebni, da pridobite potrdilo o zaključenem teoretičnem ATPL usposabljanju na naši letalski šoli. Zato, da sploh pristopite, je potrebno pridobljeno dovoljenje športnega pilota letala ali helikopterja pred pričetkom drugega semestra drugega letnika. Potem, ko pričnete, in morate opraviti vseh 14 letalskih predmetov z vsaj 75% uspešnostjo. Poleg tega morate vse 14 predmetov opraviti v 18 mesecih od začetka šolanja ter biti vsaj 80% prisotni na predavanjih in vajah. Ker so pravilniki in uredbe živa stvar, ki se spremenijo, so te pogoji tudi lahko spreminjajo. Spremembe bomo objavili tudi na naši spletni strani, v skladu z smernicami Evropske unije. Druga usmeritev je usmeritev za snovanje in vzdrževanje letal. Tu diplomanti pridobijo osnovna znanja za konstruiranje in za vzdrževanje letal. Poleg profesorjev in asistentov z akademskimi izkušnjami, na smeri sodelujejo tudi zunanji predavatelji z bogatimi izkušnjami iz konstruiranja letal. Prav tako sodelujemo tudi s podjetji, ki vzdržujejo letala in skrbimo za prenos znanja iz podjetij na študente. Ker je tudi vzdrževanje letal regulirano z uredbami EU, je tudi tu poskrbljeno za del potrebnega znanja za pridobitev EASA licence za vzdrževanje letalnikov. Po končanem študiju vam na CAA priznajo dobršen del modulov za licenco za vzdrževanje. 4 module pa morate poslušati oziroma oddelati pri drugih ponudnikih tega izobraževanja v Sloveniji ali kjerkoli drugje. Pri tem je pomembno poudariti, da tole, kar je tukaj, je za licenco kategorije C, imate pa še kategorijo A ali B.
V okviru študija organiziramo tudi različne ekskurzije v podjetja, ki nam omogočijo pogled v njihovo delovanje oziroma v tisti del, ki je vezan na študij. Tako na primer lahko vidimo delovanje letalskih inštrumentov, podrobnosti sistemov in konstrukcij na letalih, postopke preiskovanja letalskih nesreč, delovanje policijske in vojaške letalske enote, delovanje organizacij za vzdrževanje letal in tudi druge, ki so povezane z študijem. Poleg vpogleda v delovanje, lahko študentje tudi direktno navežete stike z vašimi morebitnimi delodajalci. Naj poudarim, da smer letalstva na visokošolskem strokovnem študiju omogoča kot edini center teoretičnega usposabljanja prometnih pilotov v Sloveniji, da pridobite široko tehnično znanje, visokošolsko strokovno izobrazbo in strokovno letalsko znanje v skladu z EASA-novimi predpisi in je brezplačno. Na koncu tudi pridobite naziv diplomirani inženir ali inženirka strojništva. Vkolikor bi želeli kakšne dodatne informacije, lahko pogledate na našo spletno stran Laboratorija za aeronautiko ali pišete ali me kontaktirate na telefon oziroma na elektronski naslov. Hvala za vašo pozornost. Hvala dr. Petroviču, ki je podrobno predstavil vse splošne informacije o študijski smeri letalstva. Zdaj pa si skupaj poglejmo še posnetek Slovenske vojske, ki bo več povedal o poklicu pilota, obenem pa bo ponudil tudi kar nekaj spektakularnih zračnih posnetkov. This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. Have you begging for mercy, oh. I'm dangerous, so dangerous. I'm dangerous. Oscar 44, turn left at Echo, crossing with Crosswind. Turn left at Delta, crosswind, turn left and contact ground when off. Left and cause here I come. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, oh. Lepo pozdravljene, bodoče pilotke in piloti. Kot predstavnik Slovenske vojske vam bom predstavil načine zaposlitve kot pilot letala ali helikopterja. Vaš osnovni vir informacij boste poiskali na spletni strani postanivojak.si, kjer boste načeloma dobili vse možne informacije. Od tega, zakaj postati vojak, kakšni so splošni pogoji, zdravniški pregledi, kako poteka usposabljanje in konec koncev tudi plača. Pod zavitkom štipendiranje boste pa dobili za vas najbolj zanimive informacije. Ugotovili boste, da vojska vsako leto pripravlja kar nekaj razpisov za podelitev štipendij
In ravno štipendija je vaša karta v svet vojaškega letalstva. Program in kriterij in izbor za selekcije kandidatov prav tako najdete na omenjeni strani, kot tudi vse ugodnosti in pogojev za pridobitev štipendije. Na spletni strani lahko najdete tudi ostale zanimive informacije, od tega, katerih poklicev vse opravljamo v Slovenski vojski, verjetno vas bo najbolj zanimalo prav letalstvo, in pod sklopom letalstvo vas najbrž zanima ravno, kako postati pilot. Na spletni strani lahko najdete tudi ključne podatke, kateri vas bodo zanimali, od tega, katero opremo in naloge opravljamo, do pogojev in načinov usposabljanja. Prav tako vas bomo v naslednjih posnetkih seznanili z načinom pridobitve štipendije, karierno potjo in načinom selekcije. V Slovenski vojski je v primeru, če nekdo želi postati pilot, potrebno najprej opraviti seveda srednjo šolo, pa potem se vpisati na fakulteto za strojništvo v Ljubljani, kjer obstaja smer letalstva. V času upravljanja fakultete strojništva smer letalstvo sem se prijavil na razpis Slovenske vojske za štipendijo za pilota in sedaj letim na Pilatusu PC-9. Po končani izobrazbi, se pravi po končanem študiju te smeri letalstva in seveda potem, ko opraviš selekcijo v letalski šoli in si sprejet med pilote, se zaposliš v Slovenski vojski. S pomočjo štipendije sem uspešno opravil fakulteto za strojništvo, smer letalstvo. Poleg tega pa sem se lahko uspešno fizično pripravil za opravljanje temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja. Se pravi, v Vipavi traja usposabljanje tako kot za ostale vojake, cirka 3 mesece oziroma 3 mesece pa pol. Po končanju Vipavi pa je potrebno opraviti še šolo za častnike. Ta šola za častnike traja 1 leto in po končani šoli za častnike ta naš nov pripadnik pride sem v letalsko šolo. Se je smiselno odločiti za štipendijo, omogočala je tudi pridobitev vseh potrebnih licenc za dokončanje teorij ATPL-a in naprej zaposlitve v vojski. Največja dodana vrednost štipendije kot pilota v Slovenski vojski, da nekako s to štipendijo dobimo tudi rezerviran sedež za kasnejšo kariero po opravljenem študiju. Sedaj pa živim svoje otroške sanje in obenem služim svoji domovini. S selektivnim letenjem so kandidati začeli 6. septembra. Smo jih seznanili z hišnim redom vojašnice, nastanili. Potem so sledila teoretična predavanja, najprej o letališču, osnovah aerodinamike, zatem o letalu Zlin 242L, češkega proizvajalca, na katerem tudi letijo. Seznanili smo jih s tehnikom pilotiranja in z vajami, katere izvajajo na selektivnem letenju. S teorijo smo zaključili v četrtek. Vsi so uspešno upravili teste in v petek začeli z praktičnim letenjem. Prejšnji teden smo se učili o letalu, o letenju, o vseh režimih, zavojih. Ta teden imamo pa vsak dan po 3 lete, tako da je kar zanimiv. Trenutno smo v drugi fazi selektivnega letenja, kjer izvajamo praktično preverjanje sposobnosti kandidatov. Letos 5 kandidatov na letalih Zlin. Samo letenje poteka v 30 letih, v 6 urah. Zadnji let je izpitni let, ves čas se spremlja napredek kandidatov, kako se odzivajo v različnih situacijah, kakšno količino znanja so sposobni sprejeti, kako hiter je njihov napredek in pa če so v bistvu sposobni upravljati to službo tudi v nadaljnje. In na koncu bomo zbrali tiste kandidate, ki so za to primerni in kasneje ratajo naši štipendisti. Po letu sem bil kar zadovoljen, inštruktor me je sicer opozoril na par napak, ki jih je treba pri naslednjem letu odpraviti. Napake si zapišemo in potem naredimo analizo leta in tako se potem dan konča in naredimo še priprave za naslednji dan. Danes smo imeli zavoje, režime
nadaljujemo zdaj s šolskimi krogi, potem pa sledi akrobacije in na koncu bo pa še izpitni let. Tudi midva so se lani udeležila selektivnega letenja in štipendijo sva dobila, torej že eno leto dobivamo štipendijo in pač letos nadaljujemo šolanje na letalih in upamo, da bo tudi letos kolegom uspelo dobiti to štipendijo. V naslednjem posnetku si boste lahko ogledali delo v operativni enoti helikopterske eskadrilje.
letenja vojska ponuja tudi številne druga delovna mesta. V 153 letalsko-tehnični eskadrilji 15. polka vojaškega letalstva imamo usposobljene pripadnike, ki izvajajo vzdrževanje in popravila naših letal in helikopterjev. Slovenska vojska ima na ta način vedno na voljo letala in helikopterje, ki jih potrebuje za izvedbo dodeljenih nalog, tako vojaških kot tudi civilnih. Varnost v letalskem prometu je naša največja skrb. Naše preiskave so usmerjene v odkrivanje vzrokov za nastanek letalske nesreče in ne odkrivanje odgovornosti posameznikov. Z izsledki naših preiskav poskrbimo, da se podobne nesreče oziroma nesreče z enakim vzrokom ne bi več dogajale. Svoje ugotovitve delimo s kolegi po svetu in oni z nami. Letalski promet po celem svetu je zato varnejši. Vse mlade vabim, da se pridružijo slovenskemu vojaškemu letalstvu. Če vas zanima tehnika in letenje, imate na razpolago precej štipendij. V prihodnosti se bo naše letalstvo moderniziralo, zato vam izziva v Slovenski vojski zagotovo ne bo zmanjkalo. Hvala za vašo pozornost. Za več informacij pa spremljate spletno stran postanivojak.si. Po ogledu predstavitvenega posnetka so se vam zagotovo porodila kakšna vprašanja, ki jih boste lahko v živo zastavili po koncu predstavitev na informativnih dnevih 12. in 13. februarja. Hvala za pozornost in upam, da se oktobra srečamo na Fakulteti za strojništvo.